Hlebi je ime mitološkega drevesa, ki je bilo prvič omenjeno v 19. stoletju. Šlo naj bi za izjemno strupeno drevo, ljudožersko, ki se je bilo sposobno tudi premikati. Izhajalo naj bi iz Južnoafriške republike. Hlebi je tudi vzdevek glasbenika, ki sliši na ime Luka Bevk in je v Kopru bolje znan kot solastnik trgovine Bira Diski, ki je specializirana za plošče in kraft pivo. Na obisku v trgovini nam je postregel z novim domačim lagerjem in pivom z okusom manga in papaje, seveda v zdravju primernih količinah. Na voljo pa jih je bilo še veliko, ki jih nismo uspeli preizkusiti. Trgovino Bira Diski lahko najdete na Ferrarski ulici, mi pa smo Luko Bevka povabili kar v studio, da nam razloži, kakšna je glasbena scena na Obali, kakšne različne glasbene nosilce lahko najdemo in kateri so bolj kvalitetni, ter kako se kraft piva razlikujejo med seboj. Dober dan, ponovno lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas, kjer danes gostimo glasbenika, ljubitelja The Beata in tudi ljubitelja plošč, no nenazadnje pa direktorja pri Bira Diski. Bira Diski. Bira Diski, Luka Bevk, lepo pozdravljen. Pozdravljen, Pija, lepo te videti. Spet sem naredila to napako, da sem rekla vmes, zakaj ste se odločili za to komplicirano ime Bira Diski? To je problem, zato ker ti si frevešt, ne. Če bi bila iz Obale, oziroma z Istre, bi razumela, da je to speljanka iz Bira Diski, po italijansko gramofon. In pač ta ideja je bila kot neka iskrica in pač itak imaš problem za najdeti neko ime, ne, in mozgaš in ponavadi ta najboljša imena so taka spontana in ta Bira Diski oziroma Bira Diski pač je bilo genialno, ne vem, kako to prišlo. Pač to se je zgodilo. Ob pivu verjetno, ne? Absolutno ob pivu, ja. Mislim, ne bom se lagal, ja, ob pivu je to bilo, no. In pač kliknilo je in dejansko pač so take dve besede, ki pač imajo neko konotacijo, to je na Bira Diski in Bira Diski pač napisano na nek način po domače, se nam je zdelo tako, da pač je na nek način enostavno, nekako umeščeno v regijo. Morda imam pač ta problem, da moram ljudem, ki niso pač iz regije razlagati, zakaj je to ime, je pa marsikomu tako pač ful simpatično, no. Tako da se mi zdi, kaj posrečno ime, no. Definitivno. Kako je pa kaj ljudem simpatičen prostor? Zdaj že eno leto obstajate, pravzaprav se je nekako prostor že prijel med ljudi, vejo, kam iti po dobro pivo. Mimogrede, seveda minister za zdravstvo opozarja, da ne uživajte prekomernih količin, ampak tudi pivska kultura je verjetno nekaj, kar je potrebno gojiti. Absolutno, ja. Okej, zdaj to je vprašanje, morda zahteva malo daljši odgovor, ampak lahko pol nekako iztle speljeva debato naprej. Ja, pač prostor je prv kot prva trgovina, ne. Torej, gremo reči tako trgovina, ki hoče biti pač nek samonikli kulturni prostor, ne. Torej, to tvoje vprašanje, tako na začetku se mi zdi zelo na mestu, ker pač tle lahko takoj razložim, zakaj začne ta zgodba, ne. In na nek način ta zgodba začne iz neke naveličanosti do nevladnega sektorja, torej do ustvarjanja društev, do vedno tega neke borbe do obstoja preko financiranja in tako naprej. In v nekem trenutku pač dobimo neko idejo, da morda lahko pač probamo vzeti neke te, kako bi to povedal, da bi bilo bolj mehko, neke te kapitalistične prijeme in jih usmeriti v to, da zadovoljimo te neke naše želje po izražanju in delanju pač nekih zanimivih stvari. To je pač po kreativnosti, ne. In to je pač ta zgodba lik začne iz tega, ne, da smo mozgali, kako pride do nekega prostora svojega, kjer pač smo lahko kreativni, brez da bi bili omejeni
z neko birokracijo, z tem, ki smo se naveličali. No, pač, enostavno pač naveličali smo se nekih NGO-jev in smo se odločili, pač, da probamo nekaj takega. Torej, kot prostor, kot sem pač odložil, ja, je trgovina, kjer pač lahko ljudje kupijo pive in analogne fonograme. Se pravi, ne samo plošče. In kasete tudi, seveda. CD-je pa ne. Kasete, aha. To zaradi tega, ker si tudi sam pripadnik glasbe, ki še vedno uporablja kasete in sama kot človek, ki že 15 let nima kasetofona, se vedno sprašujem, ali ti ljudje pravzaprav sploh želijo, da poslušamo njihovo glasbo, če jo izdajo samo na kaseti? Zdaj lahko tako na hitro rišem situacijo z kasetami v zadnjih par letih. Prvo začnemo s tem, da pač plošče so postale ekstremno popularne. Ta popularnost je na nek način nasičila trg in enostavno tovarne, ki vtiskajo vinil, plus surovina vinil, je postala redka zaradi enega incidenta, meni se zdi 2018 v Ameriki, ki je izgorela neka fabrika, ki je pač delala vinil, bla, 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 no. Nakratko pač ti hočeš izdati ploščo in dan danes se zavedaš, da moraš čakati po moje najmanj 8 mesecev, da ti prideš do fizičnega formata. Medtem zakaj pač kaseta je na nek način tako seksi, ker pač je lahko imaš majhno naklado. To je, znaš, jaz sem ti lahko narediva nek projekt, nek band in hoče izdati na plošči, bomo mogli čakati ful časa. Medtem za kaseto pač lahko narediva, znaš, 10 komadov natisneva. In to pač je ful nižji strošek, Če hočeš vinil in da je pač zmeraj rentabilno, pač se pogovarjamo, da najmanj 300 kosov moraš natisniti. Bilo ali bo to pač LP, EP, oziroma 7 inch in tako naprej. Ampak zakaj? To so zahteve tiskarne? Ali? Tiskarne ne folgajo. To je problem. Pač, vsa industrija pač tu je pač večje založbe so začele tiskati plošče in torej, zaradi tega so tudi, ker je pač kaseta začela dobivati nek trend, nek pomp, imaš tudi major labele, ki zdaj izdajo na kasetah. To je pač ti dejansko lahko kupiš neko navadno pop glasbenico, danes tudi že na kaseti. Tako da pač, če je vprašanje, zakaj so kasete postale popularne, jaz mislim, da pač malo je nek trend in mora da pač je tudi ta funkcionalnost. Zdaj, če gledam pač iz mojega vidika, ki kasete nikoli niso šle stran, pač so pač zmeraj, pač to govorim pač v nekem alternativi pod zemlju, se mi zdi, da kasete so bile vedno prisotne, lih vedno zaradi tega, ker pač so poceni, zdaj jih ne videti. Je samo pač ta funkcionalnost izdajanja pač postala popularna in vidimo vedno več ljudi, ki pač in bendov in založb, ki se pač ki izdajo pač kasete. Jaz mislim, da to pač zgolj funkcionalna stvar, ki pač je povezana z nekim trendom. O kvaliteti pač glasbe, pač jaz mislim, pač dejstvo je, da najboljša, če smo neki audiofili, jaz mislim, da še zmeraj najboljša stvar je digitalna glasba, ker pač ima najkrajša pot od pač izvira do tvojih ušes je najkrajša. To je pač še zmeraj pač vinil, je plošča, je igla, je čevalci, kabijo vono, Čeprav fonofili bi ti verjetno ugovarjali in bi rekli, da je LP-ka tista, ki je nosilec večjih informacij kot digitalna glasba, ki ima že... Je nemogoče. Če je MP3, je bolj skompresiran kot glasba na LP-ju. Danes imaš digitalne, toliko pač, mislim, mora da je bilo to prej, ker se je šparilo na prostoru, to je da čim manjši fajl. Zdaj pač imamo to sposobnost, da so pač te fajli lahko ogromni in se mi zdi, da pač gremo biti iskreni, pač če hočeš imeti vinil, pa hočeš imeti kaseto, vse nek fetiš, neko zbirateljstvo, Ok, pač res neka audiofilnost, pač, in še to je problem danes v tem prenasičenem trgu, da je tudi pač kvaliteta natisnjenega vinila slabša, ker se vsem pač modi izdajati in je vedno manj teh kontrol kvalitete. Torej pač je tudi tle, spet moraš gledati, kje je bilo natisnjeno, kje je založba. Predvsem, ko gre za neke represe. To je ful pač, da v nekih teh kultnih jazz represih, kjer pač dejansko že eni delajo pač kar masterje iz CD-jev, samo to, da se proda. In to pač seveda, ti kot nek audiofil, če imaš res nek dober hi-fi, pač te bo to zmotilo. In to
en od ključnih problemov, ki se zdaj dogaja pač na trgu. Pač trg je prenasičen, vsi hočejo služiti na to in enostavno pač pada kvaliteta. Zato pač moraš biti, če iščeš nekaj zelo audiofilnega, nekaj zelo pač dobre kvaliteto, moraš tu biti pozoren, kje se je to tiskalo, ker pač različni pressing planti oziroma pač tovarne, kjer tiskajo vinile, pač so znane po kvaliteti ali pa ne. To je pač, če hočeš zdaj ti kupiti nek press nekega klasičnega jazz plate, ne, dejansko pač moraš pogledati, kdo je to tiskal, kdo je to izdal, da boš bil res zadovoljen, ne. Če seveda imaš nek dober hi-fi, ne, za poslušati. Če ne, pa itak nima več. No, pa če se vrnemo malo na kasete, si upaš reči številko, koliko je zanimanja ali pa koliko ljudi je, na primer, kupovalo kasete pri vas v tem zadnjem letu? Ok, valjda, seveda to pač ni neka visoka številka, nekaj še zmeraj pač se jih proda. No, morda, jaz sem zdaj ti razlagal situacijo globalno, ne pa lokalno. Ker se tiče pač lokalnega, govorim zdaj na Sloveniji, ne samo pač le Obala. Jaz mislim, da je vedno več ljudi, ki kupuje kasete. Vedno več ljudi, ki kupuje kasete, ki niso punksi ali pa noiserji. No, pač to je point. Ne? Pač vidiš vedno več nekih bendov, ki igrajo bolj neke take poslušljive, radioprijazne glasbe, ki izdajo pač na kaseti. Ne? Če je bilo to neki skoraj, gremo reči, nepojemljivega še par let nazaj, da je nek pop band izdal stvar na kaseti, je dan danes pač dokaj tako relativno popularno, ampak spet, jaz mislim, da je to nek fetiš, nek trend. Ne gre toliko za funkcionalnost, ampak tako kot neki izdali smo kaseto. Ne? Ampak takih kaset pri vas verjetno ni dobiti. Ste usmerjeni v bolj kvalitetno produkcijo? Ne, mislim, da je pol obratno, da pač one kasete, ki so pri nas, je več ali manj so tako neke hrupne zadeve. Ne? Ok, imam, je tudi nekaj par bolj takšnih ambientalnih zadev, pač dobro sproduciranih, ampak zelo butično. Meni se zdi, da pač kasete lahko imajo bistveno bolj butičen pridih kot plošče in spet se vračam na to finančno plat, kjer pač za izdati ploščo moraš toliko denarja vložiti, za kaseto toliko manj, ampak pri kasetah je ta nek fetiš o zelo omejenih nakladah in ti imaš pač to neko ne vem, neko zadovoljstvo, neracionalno seveda se mi zdi, da pač imaš ti onih 5 kaset izdanih v neki posebni škatlici, za ne vem kaj. Ampak ja, jaz žal sem na nek način pač zbiratelj tega in mi, ne vem, jaz nimam racionalne razlage, zakaj imajo raje eno stvar na kaseti kot na plošči, ampak enostavno je neki, ker pač imaš tam po rokah in odpiraš one škatlice in so cel ta proces, ko daš pač kaseto notri, ko jo obrneš, ono je, ampak spet iz nekega osebnega vidika meni je tako zelo luštno. Ne vem, kako to, ni racionalno, iskreno ni racionalno. Ni racionalno, razen za ljudi z zelo starimi avtomobili. Ja, če to, ja. Ampak ja, no, zdaj pač med tudi to stvar, da gramofon se mi zdi je bolj popularen doma kot kasetofon. Je pa vedno več ljudi, ki jih spet nabavlja. Kakšno glasbo pa lahko, na primer, najdejo pri vas? Ste zgolj žanrsko usmerjeni, imate različno vrsto muzike? Ok, vprašanje na mestu. Tako, en fokus, ki je meni ključen in je bil že postavljen tako na začetku, je bil to, da si želimo imeti dosti regijskih založb. Govorim na celo ozemlje bivše Juge. In to se mi zdi, da na nek način pač pokrivamo. Ni se mi zdelo smiselno imeti neke plošče večjih založb, ker nima smisla biti konkurenčen nekim večjim trgovinam, ki jih lahko pač dobiš. Torej, cel koncept je, na primer, takšen. Bom zdaj malo tako pač povezal še na pive. Torej, ti prideš pač v eno trgovino, kjer nekdo pač prodaja pive in načelno ti ne poznaš vse pive, ampak pač imaš neko željo, kaj bi pila. In rečeš, imaš kaj podobnega.
In meni se zdi pač, da isti koncept hočemo pač mi ustvariti v pač objeve diske iz tega. Pač ne veš, ti bi imela pač imaš Maidne, nimam Maidne, imam nek band z Nemčije, ki zveni kot demo od Maidne, to moraš imeti. Znaš, to je tako neka filozofija, za katero pač se mi zdi, da je ful simpatična in funkcionalna. Če spet dam neko asociacijo pač na pive, ne, kjer se ti hočeš pač širiti neka obzorja z okusi, meni se zdi, da pač in imaš ti neko zaupanje do prodajalca, torej pač ne, mu zaupaš kao, da ti bo nekaj dobrega ponudil, se mi zdi, da mora biti isto pri bodisi ploščah in kasetah, ne. Torej pač ti prideš z neko željo, kaj bi in nek način pač jaz ti moram priti čim bolj blizu tvoje želje, se mi zdi, ne. Super. Potem se mi poraja vprašanje, kaj je bilo prej, pivo ali plošče? V začetku zgodbe definitivno so bile plošče. Pač, tako, če začnemo, pač ideja je nekako nastala z Ervinom, ko pač smo želeli nekaj pač delati povezavi z glasbo, ne bom šel pač v detalje, pač neko platformo smo hoteli narediti, da bi olajšali pač izdanje pač plošč. In pol pač se ta neka ideja razvijala in pač ko smo bili na neki poziciji, smo bili pripravljeni neki cash investirati, je bila pač ta ideja o record shopu, ki ga pač tle ni bilo. Ampak pol pač, ko smo začeli pač to malo mozgati, je bilo pač dejstvo, da okej, pač mi hočemo furati record shop, to pač enostavno finančno ne bomo uspeli preživeti v tle, ne. To je pol prišla pač ideja o pivah, ne. In pač iskreno v celi tej zgodbi, jaz gledam na pive, v objeve diski kot nek dober dizel za mašinerijo, ki pač je ta prostor, ta baza, oziroma pač cela ta zgodba, ki transcendira, se mi zdi, samo kot trgovina. Znaš, pač objeve diski ni nikoli, pač vsaj za nas, ki smo jo ustvarili, ni bila kot trgovina, ampak je orodje, ne. In če se tle navežem naprej, na kaj je pač cel ta point te zgodbe, je predvsem to, kjer so tudi začela s tvojim vprašanjem, ne pač v prostoru, je to, da pač ustvarjamo nek prostor, kjer so lahko ljudje pač kreativni, oziroma kjer smo mi neka platforma za ljudi, ki hočejo biti kreativni. Trenutno je to več ali manj na nekem glasbenem nivoju, kjer pač vedno delamo dogodke in vabimo pač ljudi, ki morda nikoli niso še bili za gramofoni ali pa za mešalko, ali pa nekdo, ki je pač nov in bi se pač rad pač na nek način predstavil. In lih to, ta point našega prostora, da smo neka platforma, ki tle trenutno je ni, oziroma morda so, ali pa jih jaz ne poznam, ali pa so in niso dovolj funkcionalne, hočemo pač lih mi biti ta nek prostor, da ti pač prideš in si kreativen. Zato, ker, če lih zaokrožim celo zgodbo, prvi ljudje, ki so pač podprli to zgodbo, so bili ljudje, ki so bili na nek način povezani z ustvarjalno platformo Inde. In na nek način so bili te ljudje, ki so prvi pač prihajali k nam. In kako ti vrneš neki, ker ti ljudje pač te držijo pač po konci, s tem, da trošijo cash, ne. Tako da jim daš neko pač prav, in vrneš neko kulturo nazaj. Znaš, kultura po mojem ni najboljša beseda, ampak pač to neko dogajanje, ki nam manjka, znaš. In to se mi zdi, da je pač neka vodilna stvar, ki pač jo imamo mi, no. Dogajanje ali tudi sam prostor? Zdi se, da najprej Argo, ki je deloval v manjšem obsegu, pa potem tudi Inde, ko sta naenkrat ta dva prostora izginila iz obale, se je začel marsikdo pritoževati, da pravzaprav obstaja vedno manj prostorov, kjer bi se ljudje lahko takole družili, kulturno udejstvovali. Torej pri vas lahko družijo naprimer ob teh glasbenih večerih, čeprav razumem, so predvsem DJ večeri. Ja, tu je bilo pa tudi pač koncertov, no, in zdaj smo se odločili, da bomo tudi koncerte delali, tako pač. Sicer nekaj ful hrupnega in do poznega, ampak okej, zdaj spet daš taka
komplicirano vprašanje, ki jih je težko na kratko odgovoriti, bom prvo biti pa čim bolj jedrnat. Imamo čas brez skrbi. Ja. Ok. Prvi del, moram ga odgovoriti tako, ne. Ja, mi smo pač nek poslovni subjekt in tam pač je nek prostor, kjer lahko se prideš družiti, ne. Ampak še zmeraj nismo kafič, ne. Pač tam dejansko je pač nek lep plac, kjer se folk lahko sede in tudi to je pač en od glavnih pointov, da pač folk je tam in da se pride družiti in da ti lahko prideš bilo kdaj sam in boš vedno nekoga srečal tam ono, ne. Zdaj pa na vprašanje, mislim na drugi del vprašanja o prostorih na obali. Zdaj ne vem, no pač kaj je res pač point tega intervjuja, ampak zdaj to vprašanje, ki mi ga postavljaš, pač je zelo kompleksno in glede na to, da pač jaz sem pač aktiven tle od 2005, da sem začeli pač delati koncerte in se organizirati, pač na nek način pač vidim cel proces od takrat, ko sem jaz aktiven do danes in še prej, ne. Cela ta regija je bila znana že od 80-ih, 90-ih, da je bilo vedno dosti prostorov, dosti nekega dogajanja. Jaz mislim, da 2000 je bil še ta zadnji, mislim, ne bom rekel zadnji, ampak takrat je bilo še neko tako dokaj, dosti prostorov je bilo, ne. In pol pač to začelo padati dol. Zakaj je začelo to pač padati dol? Jaz še zmeraj stojim za tem, da to je bilo načrtno, nobena občina, noben, ki nam vlada, noče imeti samo nekle prostorov, kjer se ljudje družijo in kritično razmišljajo, ne. In to uspelo vsem občinam narediti. Jim je bolj všeč, da se čez vikend mladi družijo ob havba partijih, tako imenovanih? Pa ja, sej nič drugega ni, veš, niti nekih kafičev, kjer bi lahko tako šel. Mislim, gremo gledati na občino kot na ustanovo, ki mora vsakega občana zadovoljiti, ne, tako kot država. To je vej. Ok, imamo pač bajeve, kafiče za neko določeno populacijo. Manjka nam pa samo neklih prostorov, ampak kar jaz mislim, da je prav, nobena občina, nobena oblast ti ne bo dala prostorov, da se ti organiziraš. Moramo vzeti stvari v svoje roke. In čakati, da bo magično nekdo na občini piše, hej, vi ste člani, bomo dali jim plac, to se ne bo zgodilo. Vedno je potrebna neka borba. Ja, seveda, lahko to pač na formalen način. Verjamem, da ena, morda najbolj realna opcija, da se karkoli spremeni, je formalen način. Na samonikli način pa trenutno ne bom rekel, da ne vidim upanja ali karkoli, morda ne vidim še neke točke, ki bi pač se zgodila, da bi se na nek način zgodil nek Argo, nek Inde, nekaj takega. V tem trenutku ne vidim, ampak ta trenutek je še spontan. Lahko je jutri, ne, lahko čez en mesec, čez eno leto, ne. To pač, razumeš, ko se je zgodil Inde, noben ni planiral to. To je bilo spontano, se je zgodilo, razumeš. Dejansko. Danes smo, 5. oktober, to je bilo predvčerajšnjem, ali včeraj, predvčerajšnjem, je bila na nek način ta neka neformalna obletnica Indeja, takrat so pač ti naključni dečki šli v ta prostor in ostala zgodovina. Ampak, da nadaljujem pač v prostorih tlele, enostavno ne vidim politične volje, ki bi pač bila pripravljena ustvariti sebi pač neko kritično maso. Zato pač mislim, da je potrebno se organizirati, da je potrebno pač še zmeraj bodisi formalno in neformalno. Jaz sem bolj pristaš neformalnega, ker imaš več svobode v temu, kljub temu, da zdaj furamo eno ekstremno formalno zgodbo, ne. To je pač del ono, pač kot sem razložil, pač uporabljaš neko orodje, da prideš do določenih ciljev, ampak če sem iskren, jaz mislim, da potrebno je neka neformalna
celica, ki se pač zgodi, da pridemo do nekih rezultatov in do tega pač tudi lahko pač pritiskaš na neke prostorove. In zdaj pač mislim, cela trenutna scena, ki je tle na obali, meni se zdi, da ni rožnata, da premalo nekih prostori so, če me vprašaš, ampak progresiven program manjka. Je par zelo izjemnih stvari, kot je trenutno ISIS, ki se dogaja pač. In tu se mi zdi, da pač ISIS je ena takšnih stvari, ki so preveč progresivne za Vasco di Koper. In isto kot je Life festival, ki je pač bil v začetku poletja. Ne. Pač to je bilo meni pač tipično, pa sem imel tak brecljevski moment, ne. Ko sem pač prišel tam in sem videl, da je malo ljudi, ne, in se rekel, to je dobro, ne. Ker pač to me je vedno imel brecljka, ne. Ko je bilo malo ljudi, to je bil najboljši koncert, ne. In se mi zdi, da pač res tam sem doživel pol to, tako pač, wow, to je pač res kvaliteten program in tle ni nobenega, ne. Pač premalo ljudi je. Torej, več časa, ko mineva od nekih pač prostorov, ki kultivirajo ljudi na nek drugačen način, ki niso pač komercialno usmerjeni, več časa, ko mineva od tega, težje bo spet na novo zaštartati nekaj takega. To je pač, če tu mi zdaj zaštartamo neko pač tako ful zdravo, organsko, samoniklo zgodbo, bomo rabili ful več časa, kot če bi to zaštartali bodisi, ko je bil konec MKC-ja, ali ko je bil konec Indeja, ali pa kjerkoli, ne. To je pač večji, ko je ta gap gap, ko se reče po slovensko, večji, ko je ta pač, je pač problem v tem, da več časa, več energije bomo rabili za ponovno kultivirati te ljudi, za ponovno sprijazniti te ljudi. Pač, to, kar se dogaja pač v občini Koper in po vseh občinah na obali, je to, da postaje vedno centri, vedno bolj neke pač spalna naselja in vsi bi pač radi imeli nek turizem, neko dogajanje, ampak noben ne bi pač imel to pod svojim oknom, seveda, ne. Ampak enostavno pač te stvari ne grejo skupaj. In pač problem je to, da jaz mislim, da ni dovolj politične volje, da bi se pač ustvarjale neki prostori, ki bi bili namenjeni drugačni politiki, drugačni kulturi in drugačnim praksam. Enostavno, ker jim ni interes to delati. In tako je. Sorry, sem malo pač si odprl tako debato, ja. Seveda, kar povej, se mi zdi, da pravzaprav premalokrat odpiramo take debate, ampak zdi se mi tudi, da z vašim prostorom pravzaprav delate ravno nekaj v smeri tega, da gojite oziroma vzgajate nove množice. Nenazadnje okus za glasbo in okus, s katerim okušamo, sta nekako povezana. Gurmani pogosto radi rečejo, da 10-krat poskusi eno stvar, da se odločiš, ali ti je res všeč ali ti ni. In verjetno je enako pri glasbi. Ko bomo enkrat nekaj poslušali, nam bo morda povsem neznano, drugič in tretjič nam bo morda že bolj simpatično. Ja, seveda, ampak mislim, to komot lahko pač asociiraš na stvar, ki je to, da pač če ti nimaš več hrupa, naenkrat te vsak hrup moti, ne. Medtem, ko pač je bil non-stop ta hrup prisoten. Kot hrup mislim pač na neko to, gremo reči pač bolj progresivno kulturo, ne. Ampak, če se vrnem tako na hitro nazaj na začetek tvojega vprašanja, to, kar pač mi delamo, predvsem je zato, što mi delamo iznašeno, je pač to, da mi lahko smislimo svoj, pač jaz si ne predstavljam, da nisem kreativen, da ne nekaj dajam nazaj temu prostoru, ki me je oblikoval, ne. Torej, na nek način je lahko to tudi zelo egocentrično, kar delamo, oziroma pač samim sebi namen, ne, to je pač kao, ja, na koncu pač jaz hočem to dogajanje, ampak istočasno se mi zdi, da je to tudi obratno, to je pač, da delamo tudi za druge in pač na nek način utopično to, kar delamo, ampak ne vem, kaj bi brez te utopije. Kaj misliš, da bi tvoji roditelji rekli, če bi jim rekel, pivo prodajam zaradi tega, ker hočem nekaj dobrega narediti ljudem? Ne vem, kaj bi rekli. Mislim, moja mama je zelo radikalna, tako da me podpira v tem. Kakorkoli,
Ok, bom malo tako preusmeril zdaj tok debate, ker si pač omenila pive, na primer, ne. Ne smemo pozabiti, da tudi pač to, kar mi imamo v trgovini, pač gre tudi za nekaj zelo samoniklega. Zakaj sem se jaz zaljubil v to sceno? Ker mi je bila ful podobna neki naredi si sam kulturi, neki DIY punkov. Zato, ker pač, ko sem začel to spoznavati, sem videl, dosti ljudi pač ima ful podobno filozofijo, ful so povezani, ful si hočejo pomagati. In ključ vsega je to, da pač ta craft scena, pač prava v jedru, je to, da se bori proti industriji. Eno stvar, ki pač moramo izpostaviti, ne smemo pozabiti, da masovna industrija piv, kot so Bavaria, Heineken, AB in tako naprej, to dejansko gre za na nek način zlobne korporacije. Ker zakaj te takšni konglomerati kupujejo pivnice? Predvsem zaradi vode. Zato, ker tam, kjer je dobra voda, tam je dobro pivo. Torej, iz tega vidim tudi ta nek političen naboj v teh pivih, ker pač se bori proti nekim, v bistvu kot nek David proti Goliatu, nekaj takega, ne. In zato pač se meni zdi, da te stvari fulajo skupaj. Pač ta neka družbena kritičnost in celo ta neko uporništvo za takim pivom. Ok, seveda se zavedam, pač smo v neki potrošnji, ne. Pač to je komplicirano pač pri tem, kar mi delamo. Pač na nek način pač mi smo uviti v neko tančico, ki pač je na nek način kapitalistična, ne, ampak to je pač ta naša dana realnost. In enostavno je na nek način to malo, gremo reči, da se podrediš sistemu, ne, ampak isto ta isti sistem ga hočeš ti, ne bom rekel, sesuti ali pa na nek način hočeš izkoristiti, da dobiš ti nekaj, kar bi tebe zadovoljilo. To je pač ta nek tek na dolge proge, je pač nam to, kakorkoli obrneš, da pač pridemo do nekega svojega prostora, kjer smo lahko kreativni. Pač zdaj je pač to ena od postaj. Tako. Ja, zdi se, da so tudi proizvajalci piv, sploh craft piv, zelo inovativni, raznoliki, okusov je malo morje. Bi nam mogoče za začetek povedal, kaj pravzaprav, čemu lahko rečemo craft pivo? Kaj to sploh pomeni? Ok, tako prvo, da smo si na jasnem, jaz nisem ekspert za pivo, jaz jih samo rad pijem in prodajam, ne. Tako da morda, če je kdo nek ekspert, naj ne zameri, če bom kaj neumnega povedal. Pač jaz se razumem pač craft pivo kot, gremo reči kot nekaj butičnega, ne, to je pač nekaj manjšega, tako, ni v bistvu pač, kjer je point to, da delaš nekaj dobrega in ni point, da tega čim več prodaš. Seveda smo, kot sem pač predložil, živimo pač na svobodnem trgu in zato pač ti moraš biti komercialno uspešen, da tvoji izdelki pač se prodajo in da ti pač preživiš, ne. Ampak pač zame pač craft pivo je craft pivo, ne vem, kako povedati, pač na nek enostaven način. Pač spet nekaj samoniklega, ne. Pač nekaj, ki iz majhnega ustvari nekaj, iz neke strasti, da narediš nekaj dobrega in enostavno pač jaz to vidim na tak način. Sem skušal biti čim bolj enostaven, no, v razlagi tega. Ampak ja, inovativnost je spet ena stvar, ki je tipična za svoboden trg, ampak to zahteva tudi pač pivoljubci, oziroma te, ki so pač fani craft pive. Jaz mislim, da pač večina teh ljudi je takih, da hoče vedno nekaj novega, ne, pač lik zato je pač ta diskrepanca med tem klasičnim pivopivcem, ne, ki bo vedno eno in isto pivo pil, ne, do konca življenja in bo pač z grobom šel za to eno in isto pivo pač do konca, ne, je ta svet bistveno bolj zanimiv, zato ker je enostavno
hočeš vedno nekaj novega, plus več nosto so neki novi hmelji, nosto so neki novi trendi, pač stili so, ker so, pač tuji stili se vedno nekaj izmišljujejo in pač ful je kreativno, ful je zabavno in če imaš tako pač odprt pogled na ta svet, boš bila vedno navdušena nad stvarmi, no. So pa tuji neki, valjda obstajajo nek spekter ljudi, ki bi pač vedno eni isti IPA, ne. Ampak načeloma pač trg je narejen tako, da tega ni. Ne? Mislim, da ja, ok, imaš te neke, gremo reči, kako bi rekli, neke izdelke, ki se ponavljajo, ki so pač enostavno pač predstavljajo neko pivovarno in jih pač vedno delajo, ampak imaš tu neke določene pivovarne, ki nudijo eno pivo samo enkrat in nikoli več. Ne? Tako da No, tu sama bi mogoče res imela kak problem, ker opazila sem, da vse večkrat se dogaja, ko prideš v gostilno in naročiš pivo, ti potem naštejejo cel seznam, cel repertoar, kakšna različna piva imajo in potem imaš takšne nehvaležne stranke, kot sem sama, ki jih vprašam, ja, kaj od tega je lager? Ja, ok. Mislim, pač lagerjev imaš ful in pač je res, da v tej craft sceni morajo, da pač lager ni najbolj tako popularna stvar, ampak jaz mislim, da pač lager je pač taka klasična stvar in vedno pije prav in meni se zdi, da lager je ono pivo, ki pač so jaz in ti sedla za mizom, bo cel večer lahko pila isti lager, do konc večera, dokaj ne bo padla dol. In lik zato je pač so lagerji tako pač zelo enostavni za prodati, ker so enostavne pive. Kako pa se razlikujejo pravzaprav sploh razen po okusu od Pale Ale, od Indian IPA, od IPA nasploh? Kaj je razlika v teh pivih? Pač razlike so, naprimer, če prvo gremo, ene razlike so sestavine, to je pač ti imaš določen stil, katere pač določene sestavine grejo notevi, gremo reči, da pač primordialno so te stili bili vedno pač na neki funkcionalni ravni, to je pač, znaš, niso hoteli oni pač IPA delati, pa zdaj si to zgodil, da IPA oni so mogli pač poslati to v Indijo in kaj narediti, ok, treba dati več alkohola, več hmelja, da ona piva pač užitno, ko pride do Indije, ne, in tako naprej. Danes je pač neka ta kreativnost, se mi zdi, ki pač je prevzela tole ustvarjanje teh različnih novih stilov, ovo ono, ampak ti pravim, kaj je pač fascinantno pri temu je, kot da bi pač ti imela mavrico barjev in bi upravila samo 2 barjeve. Ja, Sin City ni slab film, ne? Ok, zato je lager vedno dober. Ampak mislim, da je lik to pač, da ta kreativnost pač, moraš tu ena stvar, da non-stop so neki novi hmelji, no, pač tudi hmeljev je več vrst. Ja, pa pol ti imaš, znaš, tega je tako, pač vsako leto je nekaj novega, znaš, pač, in ti imaš pač še neke trende, ne, in enkrat so pač bolj neke tropske note, enkrat je bolj neki citrusi, enkrat je bolj neke lubenice melone, enkrat je... Kaj je zdaj trendi? Kaj je zdaj? Jaz mislim, da zdaj pač je še zmeraj se drži pač ta New England IPA, ki je pač sladek, ne gre nek full saden in različne permutacije hmeljev. Meni se zdi tako, da pač v zadnjem cajtu sem tako malo poštekal, zdaj morda se motim, ampak vidim full nekega pompa na hmelje iz Nove Zelandije in Avstralije. Ki je drugačen od slovenskega, kako? Pa ja, predvsem je drugačen zaradi klime. Ok, pač naš slovenski hmelj je odličen za lagerje, sicer ga sem videl, tu iz zadnjem cajtu vidim dostikrat, da ste uporabili Steppenwolf in druge te permutacije tega hmelja v IPA-ih, ampak naš hmelj da ponovadi takšno noto po smoli smreki, ki ni nujno, da je ful sveža in grenka predvsem, ne. Tako da je ta spet, ne, pač regijsko, tle so se pili pač lagerji, pilsni in je bilo na nek tak način, so bili tudi te hmelji pač primerni za to, ne. Ampak jaz mislim, da je to pač lih ta trg, ne, pač ta, na koncu spet ta nek kapitalizem, ne, vedno hočeš biti inovativen, ne, vedno hočeš nekaj novega, ne, in zato se to pač dogaja tudi v tej sceni, ne. Zato pač je toliko nekih novih stvari, ker ljudje si enostavno želijo nove stvari, samo to. Jaz mislim, če bi bil pač trg, da bi si hotel imeti pač nek klasičen IPA, old school grenek,
to je to, bi se pač to delalo, ne. Ampak, ker je pač ta scena tako pisana in kreativna in imaš ljudi, ki pač stremijo potem, da vedno pijo nekaj novega, iz tega vidika se mi zdi, da je to ful fascinantno, no, in te pravim, jaz nisem nek pač ultimativni ekspert, ampak všeč mi je tudi pač pri hrani, mi je všeč nekaj novega probaviti in pač pive na nek način ti to dajo, ne. In pač trendi itak so različni, no. Kako pa je s popularnostjo toplega piva, kot ga poznamo iz Anglije, Velike Britanije? Je to pri nas popularno ali si tudi sredi zime zaželimo tisto mrzlo, orošeno pivo? Ne, lej, okej, mislim, da obstaja ena ful dobra rešitev za pozimi. Pač pozimi, če ti ne paše hladna piva, piješ eno bolj močno temno pivo, ki načeloma pač jih piješ na sobni temperaturi. In tak easy trik je, tako pač, če kdo pač kdaj kupuje kje drugje pive in pač kupi nek Imperial Stout, to je pač neko močno temno pivo in ima ponovadi okoli 10% in gor, načeloma piješ na sobni temperaturi, ker takrat pač začutiš vse. Če bi pila to pivo pač hladno, bi v bistvu čutila bolj ta pač kritek temne pive, pražnih hmelji, okus kave in pol nekaj grenkega, ne, pač to na začetku čutiš, ampak pol, ko dobi pač sobno temperaturo, se odpre to vse, ne. In če je tebi problem pozimi piti pač hladno pivo, piješ eno močno temno pivo in rešiš problem, ne. Mislim. Kako pa je s pivsko kulturo? Ves čas poslušamo o vinski kulturi, takšno vino pijemo iz takšnih kozarcev, drugo vino iz drugih kozarcev, ob tej hrani gre to vino. Je s pivom enako? Jaz mislim, da pivo pač vedno bolj prihaja na nivo vina. Ne bo nikoli bil tako prestižen. Zakaj temu tako? Ker predvsem pač kot ti... Jaz mislim, da za vino je bistveno več faktorjev, ki jih moraš pač imeti ti kot vinar. To je pač, imaš svoje trte, svojo zemljo in je pač cel nek enoleten proces, da ti prideš pač, oziroma tudi večleten, če daš tudi staviti, ne. Se mi zdi, da to pač neka stvar, ki je zelo kompleksna in naporna, medtem ko pač pri pivu, če zdaj jaz ti imam neko ultimativno znanje, kako pač narediti najboljše pač pivo, ga lahko skoraj v bilo kjerem delu leta narediva, in preko interneta največje surovine in to je to. Ampak ta stvar se začela že zelo lepo pač mešati z vini, bodisi predvsem kisle pive, ki so zelo popularne, to je pive za spontano fermentacijo, ki pač so pač kisle zaradi pač procesa kvasov, ne bom šel te neke geekovske stvari, ki niti se ne spoznam, bom izpadel, kot da ne vem dovolj, ampak ena stvar, ki bi ful rad izpostavil in to je pač pri nas v Sloveniji, pa ne vem, nočem neke reklame delati, ampak se mi zdi ful zanimiva zgodba. Reservoir Dogs iz Nove Gorice so ful blizu Goriških Brd in sodelujejo z vinarji, tam z Movijo in Klincem. In mi imamo pač to res prednost, da lahko gremo direkt do vinarja in skupaj zberemo pač uporabljen sod, ki je bilo vino notri, ali pa druge elemente vina, pač bodi se drži in tako naprej in jih pač damo skupaj z vinom in lahko res odlično zgodbo sestavimo, ker je blizu, ne. Medtem ko nekdo, na primer v Skandinaviji, hoče imeti neko francosko vino, ne more, ni tako enostavno kot tle. Zato jaz mislim, da pač mi trenutno ta regija tle lahko pač res postavi neke visoke standarde za ta hype, ker to pač trenutno zdaj je ogromen pomp okoli tega, pač to je kisle pive stavljene v vinskih sodih, oziroma pač ki uporabljajo vinske elemente. In na koncu pač pive od Reservoir Dogs to namenijo Anja Roš. Tako da pač prihajamo tam. Za neke, gremo reči pač, neke zelo tradicionalne pristope do hrane in vina, boš težko nekoga to pač prepričala. Ampak mislim, da smo vedno bližje. In pač ta piva, kot neki, to je za neke boge, delavce, ono, je vedno bolj prestižno. In je, ne, kakorkoli pač je to neka luksuzna dobrina dan danes. Če govorimo o kraftu, seveda, ne, o dobrem kraftu, tako da. Kaj bi torej sam naročil zraven pice? To je easy vprašanje, valjda lager. Valjda lager, ne vem. Ali pa nek full easy IPA, nek session IPA, tako ne. Mislim,
pač to, kao skupaj je hrana in pivo, seveda je kompleksna stvar, ampak ne vem, let's keep it simple. Tako, jaz mislim, da pač na koncu pač pivo je v svoji esenci ena enostavna stvar, ki ti da neko veselje in isto je hrana. Jaz mislim, da... Ti da neko veselje ne glede na procente, ki so v njem? Pa to, če manj procentov več spijemo. Ampak ne. Jaz mislim, da nisem tak ekspert, kar se tiče tega pač, ko se reče... Mešane hrane in pijače. Abinamento, ja, pač to, ne, združevanje hrane in pijače, ampak jaz mislim, da imaš ful opcij za pivi, toliko, kot jih imaš z vini. Moram, da so piva bolj zabavna, če govorimo o neki bolj moderni in tudi zabavni kuhinji. Vzameš pač neki tradicionalni, se mi zdi, bo pač vedno vino dominiral, ampak o tem nekem bolj, gremo reči, fusion in ulici in to, pač se mi zdi, da pač je pivo ona stvar, ki bo pač šla boljše za nekim hamburgerjem, kot pač, ko zdaj več nekega prestižnega vina, ne. Tako da pač, in tudi tega vedno več, to je pač, se mi zdi pač ta ulica, ki hodi kdaj tudi bolj v neke prestižne kuhinje, bo bilo pivo, bo imelo pač boljšo pozicijo, ne. Ampak to je moje razmišljanje, tako da lahko se motim. Takole, ker se počasi bližava koncu, me zanima, lani si govoril, da bi vas zanimalo imeti tudi stripe. Ste mogoče že kaj naredili ali je to še vedno neka neizpolnjena želja? Ja, veste, še zmeraj neizpolnjena želja. Sicer nekaj Alan Fordov imam in nekaj stvari, ki sem jih ti enkrat donirala, jih imam še zmeraj in pač ljudje jih pač pridno listajo. Ampak ja, no, glede na to, da si mi zdaj postala to vprašanje, se zavežem, da bo to do konca leta bomo nekaj zmozgli, tako da bomo imeli tudi kakšne stripe pa podobne tiskovine. Je to resna zaveza? Ja, ti obljubim, mislim. Prosim pred publiko, tako da smo zagotovi, hvala, Luka. Ja, da je nek pop-up bomo naredili, boš prišel ti malo predavati o temo, ne? Super, odlično. Sicer pa boste lahko kaj kmalu tam brali, dragi gledalci, tudi Megafon, to smo se pravkar pred oddajo zmenili. Daj za konec nam mogoče še malce vendarle poreklamiraj, na katerem naslovu točno vas najdemo in katere dogodke recimo pripravljate v prihodnjih tednih. Ok. Skratka, najdete nas na ogrevlici, Ferrarska 14A. Tako da pač se dokaj enostavno za najdete, tam, kjer so pač hoteli, lekarne, ono. Dogodke, kaj imamo zdaj trenutno? Imamo potrjeno konec meseca 29. Sicer ne obi radijski, ampak v Piranu, Bottega dei Sapori, odlična, taka malo bolj prestižna restauracija, ker pač skupaj smo že en dogodek naredili. Na Tartinijevem trgu, kaj ne? Ja. In se vračamo spet tam. Sara in Adam sta pač tam glavna in Sara bo pripravila en istrski hot dog. Ne bom povedal še vseh detajlov. Kaj to pomeni? Boškarin v hrenovki? Yes, maybe. Morda ne bo tako, da bo prvo boškarin, ampak se mi zdi nek drugi element. Ampak še zmeraj pač hrenovka. Ne bom o tem govoril, ker se mi zdi, da to so stvari, ki so take tajne. In pač bomo imeli pač skupaj event, mi bomo točili pive, oni bojo delali pač te hot doge in še DJ Rocco, se mi zdi, da bo en njihov član. Pol imamo en dogodek naslednji teden, sicer nisem še fiksiral datuma, ker jih nekaj iščemo, a bo petek ali sobota z Shockcast ekipo, to je ena ekipa, ki se ukvarja z elektronsko glasbo na Radio Koper. In to je to, kar je pač potrjenega zaenkrat za ta mesec, ki prihaja. Lahko pa povem, da v novembru bomo imeli predstavitev plošče od Rush to Relax, izdano za Look Back and Laugh. In še par makedonskih založb, zdaj nam je zameri, se jih ne spomnim. In to je to zaenkrat, tako da, ampak če nas sledite na teh social media,
pač načeloma, pač nekaj vsak teden je. No. Bi povedal več, ampak nema nič potevenega, tako da ne bi se rad blamiral. ja. Koliko ste pa odprti do mogoče domačih bendov tukaj iz regije, ki bi mogoče pri vas radi predstavili svoje delo, lahko pošljajo svojo glasbo? Ne, lahko pijo na pivo. ne, valjda, ja, itak. Ampak ne, to na nek način se že tako pač je zaokrožilo in predvsem ful me veseli, ko pač dobim neke klince, ki bi pač radi pač rolali in se pač preizkusili za temo. In se mi zdi, da pač to pač, ki hočem biti ta neka platforma. In edino pač ena stvar, ki me moti, da se ne angažiramo dovolj, premalo žensk imamo, ki pridejo pač rolati glasbo, da smo imeli ne samo 2 ali 3, nekaj takega, tako da to ful pogrešam. Mislim, še zmeraj pač tudi ta elektronska, cela ta DJ scena tle pri nas je ful dominirana z moškimi. To se mi da pač ful lepo v Ljubljani se dogaja z določenim kolektivi, ki imajo ful več pozornosti na tega. In to pač ena stvar, ki pač tudi mene moti, ampak morda nimam dovolj cajta, da bi pač se angažiral, tako da če so kakšne punce, ki bi rade pač prišle rolati v Bire diski ali kjerkoli, pač zelo dobrodošlo, no. Dobro, najprej zrihtaj stripe, ne? Yes. Luka Bevk, najlepša hvala, da si Ja, vzel ful hvala za čas. povabilo. Takole, dragi gledalci, verjetno se tam kdaj srečamo tudi sami. Z nami je bil danes Luka Bevk, povedal je, kje ga najdete in kaj ga lahko povprašate tudi sami. Lep pozdrav.